Preden zares začnemo, moramo seveda čestitati komu. Čukast me gledajo, ne vejo, ko pride. Jaz tudi ne vem, ko pride, ampak vem, seveda. Naš izjemni Niki Prevc. Nika Prevc je na 20. rojstni dan poletela do jubilejne 20. zmage v svetovnem pokalu, kar je že njena 10. zaporedna. Njen polet je bil danes dolg 213,5 metra. Vse najboljše in čestitke, Nika Prevc. Nika je naslednji dan, ne vem, če veste, ponovno skočila, ampak baje še ni pristala. To bo nov rekord, sem prepričan. Pridna punca. Jaz sem vesel, da imamo v poročilih tudi lepe novice, kot je tale. Da nas poenoti. Mi tle v studiu s publiko smo kot ena zdaj. Kot na... To je zvenelo perverzno, ampak v redu. Kot narod, da se skupaj držimo. Ne samo še športniki nas lahko poenotijo v zadnje čase. A je to fair? Ni. A ste opazili to? A imam prav? Politiki? Niti ne. Razen tale. Glejte, če štejemo od 1 naprej do 3, moraš najprej priti do številke 2. Razmišljamo, delamo. On je edini politik, ki nas poleg športnikov poenoti. Ker mislim, tako kot smo vsi veseli, ko športniki nekaj zadanejo, ne, pa to, pa so veseli, navijajo za njih. Mislim, da zdaj čisto vsak Slovenec, ko je to videl, je rekel, lega, kjer bimbo, kupil. Ni enega, ki se ne bi s tem strinjal. Od 1 do 3. O tem razmišljajo, to dela na Ministrstvu za obrambo, dame in gospode. Kje si, Sajovic? Pri dvojki. Ne moreš braniti države, če ne veš, da je med 1 pa 3 dvojka. A veste, koliko ministrov za obrambo smo imeli v vseh teh letih? A mislite, da so vedeli, da moraš čez dvojko, če hočeš priti do trojke? Noben. Razen Sajovica. Mogoče še Šarc to vedel. Še posebej na popravcu z matematike v osnovni. Kaj je popravil z 1 na trojko. Pa tudi to dvomim. Šarc je znal zelo rad skočiti z 1 direkt na trojko. Poskočen tip, suh. Dajmo pogledati, če ima prvi slovenski branitelj še kaj zapovedati. Mogoče pa še ena iskrena, če bi pregledali, zmerali, kaj smo storili v 2 leti in pol mandata te vlade, bi videli, da bistveno več na tem področju, kot pa prej v desetletju. Žal. A da bi zmerili? Pa dajmo, no, od 1, koliko do 3 smo rekli? Ja, res, nobena prejšnja vlada v 10 letih ni naredila tega izračuna. Je pa ta meritev, jaz ne vem, relativno kratka, no. A s tem se bomo hvalili? S 3 centimetri, Sajovic? Tale posnetek je bil drugač z vrha koalicije na Brdu. Vrh, to je mišljen kot najvišji vodilni organ, mimogrede, ne. Kar ni fair, če imamo neko vlado, ki recimo ne dela dobro, pa se še zmeraj imenuje vrh in se sestavijo na Brdu. Namesto, da bi se jim preimenovali v Poden, pa se sestavili v kleti. V eni vlažni kleti. Življenje včasih ni fair. Vas zanima, kaj so se tam zmenili? Ja! Mene pa ne. Pejmo naprej s pametnejšimi temami, ker sem slabe voljem postal, ne bomo tu gledali. Pester teden je za ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Čeprav je za tega človeka kakšen teden, ki ni pester. Ali napizdeva Zelenskega, ali si gre kupiti novo Teslo, ali se spotakne na stopnicah na helikopter. Ni dolg cajt biti Trump. Res ne. No, najboljšega predsednika ZDA vseh časov, mogoče celo najboljšega predsednika nasploh, to, ki je dober, je ta teden doletelo tole. During a press conference in the US state of Maryland, the president raising his eyebrows at the reporter's mishap. He just became a big story tonight, right? Yes, sir. Did you see that? Ja. Ste videli tole? To ni hec. Lahko bila kakšna čokolada na mikrofonu, bi po nesreč pojedel, se še zredil.
Še sreča, da ga je mikrofon sam oplazil, jaz pravim. Še premalo, to je pa grdo. To pa ni lepo od vas. Koliko mislite še premalo? A bo to dost? Obviously, you're concerned about the situation in Gaza. What are the hopes now? A bo to dost? Zadovoljni? Ok. Ali še premalo? Še premalo, ok. Ta video gre drugač daleč, gre tako dela, pa nismo. To je družinska oddaja. Kaj bi mi brez interneta? Drugač Trump je znan po tem, da ima kar borbe z mikrofoni. Mogoče se mu je pa sam mikrofon maščeval v preobleki Buma. Zanj ga je spulil, zdaj me je pa vrnil. No, to pa seveda ni bila edina stvar, ki ga je ta teden obremenjevala. Končno je napočil čas, da ste se slišala z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Dobila sta še nista? Sta še malo sramežljiva. Nekaj časa sta se sem dregala, pa omenjala. Zdaj sta se slišala. Na prvi zmenek bomo mogli še počakati. Ampak pride. In kako je šlo? And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also. Tudi o vojni? Tudi o vojni? A ga ni klical lih zaradi vojne? Dej, pejt v trgovino, ker je zmanjkal kruha. In nič, vse sem kupil. Tudi kruh. Sem šel k doktorju, ker sem si zlomil roko in celega me je pregledal. Tudi roko. Vdaj ta ten z Juretom Godlerjem ne boste verjeli, dame in gospodje, ker itak nič ne verjamete. Uspeli smo pridobiti ekskluziven posnetek tega pogovora. Z drugimi besedami, prisluškovali smo. Imam eno hudo anteno, vse lovi, ker je jasen dan tudi Radio Zaprešič. Dajmo prisluhniti, o čem ste se pogovarjali. Živijo, Vladimir, kako si kaj? Mene mečkim, ko iš matra, preveč golf igram, too much golf, you know? V redu. Prej sem malo rože zalil, zdaj pa se bom pa časi odpravil na pilates. Vladimir, kako je pa kaj vreme v Moskvi, v Moskvi? Oblačno, malo piša, a prijetno. Great. Kako pa kaj ceste, kaj zastoje? Veš, kaj ti bom rekel? Donald, moj prijatelj, je človek, je zastoj. Ni človeka, нет zastoj. Daj mi prosim povej, tako je pa kaj krompir povez na tržnici v Moskvi? Odvisno, kdo kupuje. Lahko je zelo poceni, lahko moraš pa kredit vzeti. Vladimir, daj mi povej, a bi ti kupil en roben avto? Imam enega prijatelja, ki se ukvarja z električnimi avtomobili, če te zanima slučajno. Moja ladaniva, za enkrat je odlična dela. Well, nothing. Pezbot se slišala kaj. A ja, piši tist. A bi lahko biti nehal streljati po Ukrajini? Težko. Ok, nothing. Dobro, papa neč. Čisto razumem. Pezbot, cheerio. Če kdo podvomil v to, da je bil ta pogovor resničen, mu ne morem nič pomagati. Tle na oddaji seveda upamo, da bo Putin nehal streljati na Ukrajino, ker res nočemo gledati, ko prije še enkrat Zelenski v Washington, da ga bo Trump spet napisal. To je bilo preč mučno. Tega bogega reveža gledati, ki ga šimfajo. No, Trumpova desna roka in občasni prodajalec avtomobilov na baterije, Elon Musk, pa je ta teden poskrbel za dobro novico za 2 astronauta, astronautko slovenskega rodu in astronauta ameriškega rodu. Kaj imate to Trump pa Musk neko naklonjenost Slovenkam? Na Melanijo, ta je to rešil. Ne? Mislim, da sta obtičala v vesolju kar nekaj časa, ne pa zanima tako. A mislite, da sta ga kaj žingala gor? Mislim, sprašujem, ker ne vem, kako to poteka med astronauti.
Če pride do tega, seveda. Sama sta, daleč sta, istih let sta, dolg cajt je. Ena stvar je sam jasna, kar se tega tiče. Brisati ni treba pol, po moje, ne? Stvari poloviš, ne? Če si dosti hiter, ne? Dajmo si pogledati. Kdor čaka, dočaka. Včeraj zvečer ob 22 in 57 minut po našem času sta se po 9 mesecih s plovilom Dragon podjetja SpaceX iz vesolja vrnila ameriška astronautka slovenskih korenin Sunita Williams in njen kolega Butch Wilmore. A sem rekel prej dobro novico za astronauta? Si predstavljam, da je bila prva stvar, ki ste jo rekli, ko so jo rešili, a nas lahko v vesolje nazaj strelite, prosim. To je malo preveč, kar se na Zemlji dogaja. Hvala za trud, ampak hvala ne. Še posebej, ker sta tole videla. Z letom in pol zamude Ljubljana danes dobiva nov kopališki kompleks. 3 leta po podpisu pogodbe v višini 53 milijonov evrov se je s 3 aneksi cena novega kopališča Ilirija dvignila na 62 milijonov evrov in pol. Še ena atrakcija v Ljubljani, kamor nihče na vhodu. Samo 60 milijonov. Jaz mislim, da če bi se malenkost bolj potrudili, bi lahko spravili na 100 milijonov. A se vam ne zdi? Vi se smejite, ampak ne zato, ker je smešno. Vi se smejite zato, ker je res. Dajmo si še na hitro pogledati izjavo tedna prvega moža denarja sveta vladarja. So, but you think we could have 1 million people on Mars in 20 years? Yes. To je pa kar na ključe, ker leto 2045 je hkrati tudi leto, ko bo vlak slovenskih železnic prispel z Ljubljane v Mursko. Dvojna proslava! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.